Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v današnji uri resnice. Danes je z nami predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Dober dan. Lep pozdrav. Zdaj ste malo prvič, ko za dlje časa boste v javnosti po kongresu, ne? No, sej kongres ni bil lansko leto, ne? Ja, pa ni bil tajn, ne? Kako, ne? Ja. To, ja. Dobro, ta intervju je bil sicer mišljen prejšnji ponedeljek, ampak je fajn, da smo ga predstavili za en teden, ker se je par nekih stvari zgodilo v tem tednu, pa bi vas jaz takoj prosil, če bi lahko to pokomentirali. Zgodil se je neke vrste trojni udar na Roberta Goloba. Najprej je prišel Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, z tistim ekspozejem 7-minutnim, ki je precej sesul njegovo vlado oziroma njega. Potem je prišla ta odločitev KPK, da ga bodo preiskovali v aferi Karigador. In Vladimir Prebilič je javno povedal, da je v postopku pridobivanja licence, da bi postal novi obraz, ampak da to še ni odločen, ne? A se strinjate, da so to zadeve, da je to bil neke vrste udar na Roberta Goloba ali ne? No, lahko bi se strinjal, ampak veste, to je rušenje ruševina, ne? Se pravi udar na ruševine, ker že vse porušeno in to bistveno ne spreminja stvari. Sej, oni vse zanikajo. Mislite on ali oni? On. Mislim, če bi rekel on, bi bilo to malo preosko. Struktura, ki je danes formalno na oblasti. Lažejo in zanikajo dejstva in tukaj logika nikoli ne zmaga. Ne? To je tako kot pri Butalcih, ki so se borili s pametjo in jo vedno premagali. Sam vseeno, ne, zdaj do tega sicer še pridemo, ne, zaenkrat ima še kar neke stabilne rejtinge, ne, govorimo o Svobodi, govorimo o Golobu, ne, ni tako, bom rekel, še čist na dnu, ne. Zdaj je vprašanje, kdo dela rejtinge. Razumem, ja. Ne. Se pa verjete tega samo tistim anketam? Recimo, se je z dosti časa s temi anketami ne izgubljam, ampak zadnjo medijano sem že pa podrobneje gledati. To je anketa, ki je prirejena, ne, ki je protislovna že sama v sebi. Zdaj, nima nobene logične razlage. Zakaj ste pa potem šli? Tisto, kar mene najbolj čudi, je, da pol komentatorji tudi v vašem studiu to resno jemljajo, ne, in komentirajo, kot da so to dejstva. Zdaj, mi pač komentiramo številke, ne, ja. Zdaj, to je tetovirana resničnost. Ne, tisto, kar vidimo, ni to, kar je. Ampak zakaj ste recimo šli pol to zadnjo anketo posebej gledati? Kaj ste rekli, ne? Zato, ker je tako štrlela, ne. Aha. Zdaj, se malo potrudijo pa popeglajo, tukaj pa niti popeglali niso. Ampak zdaj, na razkritje Vladimirja Prebiliča, ne, to ste se pa odzvali na X-u, ne? Mislim, zdaj jaz sem tako, Pahor je govoril o teh stricih iz ozadja, Židan jih je prvi omenil, ampak zdaj pa se mi zdi, da je pa Prebilič prvi politik, ne, tako vidni, tranzicijske levice, ki je nekako opisal, pravzaprav zelo plastično, kako se to dogaja, ne? Da pride Kučan k njemu, da se pogovarja z Ropom, da ima občutek, da Kučan je za, pa da še ni čisto za in podobno. Ne, še bolj konkretno je bilo, zato je bilo to opaženo, ne, ker doslej so vsi skrivali svoje strice, ne, on ga je pa pravzaprav neposredno priznal, ne. Rekel je, da še ni dobil dokončnega da. Se pravi, odločil se pa bo, ko bo dokončni da. Tako da zdaj bolj konkretnega priznanja, tudi, bom rekel, ad persona, ne samo ad rem, ne, kot pravi gospod Pahor, doslej še nismo imeli. Pa mislite, da je zdaj to Prebilič, ne vem, povedal, kaj je malo zgubil živce, ker se odločitev tako odlaša, ali je mogoče pač videl, da niti te licence nikoli ne bo dobil, ali kako? Pač ta stvar je postala tako očitna, ne, da je verjetno pozabil, da je kljub temu treba skrivati, pa je pač to direktno povedal. Ne. Pozabil, da je treba skrivati tole? Ja, zdaj to njegovo izjavo treba povezati z eno od prejšnjih, ko je dejal, da bo on pač delal svojo stranko in šel kandidirati, če bo prvi kandidat Levice. Ja, tukaj je tako povedal, tam je sedel kandidat. Če hočeš biti prvi kandidat Levice, potem moraš dobiti zeleno luč od Milana Kučana in on je rekel, samo što nije. Zdaj, ne vem, verjetno ste gledali včerajšnji intervju z Borutom Pahorjem, ne, pri Jožetu Možini na TV Slovenija. Zdaj, ena stvar se mi zdi tako zanimiva, no, pa mogoče vredna tako vašega komentarja, ne. On je Pahor rekel približno tako, ne, da leva sredina je danes konzervativna politična opcija, ki brani status quo, desna sredina pa tega ne zna izkoristiti, ne zna predstaviti svojih ciljev na moderen in privlačen način. To je verjetno letelo tudi predvsem na vas, ne. Oziroma na vašo stranko, ki je največja v opoziciji. Ne? Ja, kakor kdaj, ne? Zdaj, če bi to 100% držali, potem naša stranka ne bi doslej zmagala, mislim, da 12-krat na različnih volitvah.
Razumem, ja, ampak zdaj nek rezon je v tem, da je to Pahor povedal. Da je dobro 12, kar se zmagali, pa 3, kar se recimo vodili vlado, ne? Ja, nikoga ni v Sloveniji, ki bi bil še živ in ki bi mu večkrat uspelo, tako da pač, ko se bo pojavil nekdo, ki bo boljši, pač bomo vsi veseli. To se pravi, se ne strinjate s tem, recimo, da nimate nekega modernega pa privlačnega pristopa pa načina, tako do ljudi, do volivcev in tako dalje. Zdaj, gospod Pahor je imel modern pristop leta 2008 in je tudi zmagal tiste volitve, sicer za zelo malo, ampak vodenje vlade pol ni bilo ravno moderno, ne. Pač eno je... Ja, dobro, se tudi obstala do konca, se strinjam, ja. Eno je tetovirana resničnost, ne, ko se nekaj prikazuje, kar je všečno, druga je pa potem uresničevati te obljube, ne. Tako da mi smo stranka, ki pač teče na dolgi rok. Ja, se tam ste imeli celo na kongresu za stoletja, ali kako ste rekli, ne? Če sem jaz prav razumel tisti del vašega stavka, da je to stranka za več stoletij, ali kako? V Slovenski demokratski stranki je danes večina sil ali pa pač izvornih sil, ne, ki so oblikovali Demos, ne, o katerem je včeraj gospod Pahor tudi dosti korektno govoril. In tudi pravno formalno, ne, mi smo naslednica tako Slovenske demokratične zveze kot Socialdemokratske zveze Slovenije. Veliko ljudi, ki so bili takrat pri krščanskih demokratih, se nam je pridružilo, ki so bili takrat v ljudski stranki, se nam je pridružilo, celo tisti, ki so bili pri zelenih, se nam je pridružilo. In stranka je nastajala pač takrat, ko je nastajala slovenska država in je nekako zgrajena na vrednotah slovenske osamosvojitve in zaradi tega je trajna toliko, kot je Slovenija. Zdaj, da kongres v Ormožu, 10. mandat ste dobili, ne? Recimo, vse veste, kakšne pripombe so bile to, da ste prehiteli Tita, čeprav se vidim, po mandati ga niste, ker mislim, da je on postal šef partije 37. Potem je umrl 1980. Tako da je še vedno razlika v njegovo korist. Kako recimo, se vam to ne zdi vam osebno tako, da je to veliko, recimo 10 mandatov na čelu neke politične stranke? No, to ne bi bilo ne samo veliko, to je bilo preveč, če je bila stranka skozi na oblasti. Tukaj se primerja neprimerljivo. Ne? Tako da, gledajte, zdaj se govori o 80. obletnici, ne, od teh 80 let, ki se zdaj postavljajo kot nek mejnik, so bile demokratične sile na oblasti manj kot 10 let. Ne. In v zadnjih dobrih 30 letih, odkar imamo formalno demokracijo, tudi manj kot tretjino časa. Ne. Tako da, in jaz sem vodil vlado 3-krat, skupaj 7 let. To se pravi, hočem reči, to se pravi, nikoli se to, recimo, tako bom rekel, sam pa sebi ne zamislite, mogoče pa res je to malo dolgo, tako dalje, ker recimo berete te zapise, pa ocene komentatorjev, pa vse te stvari. Jaz se s tem ne ukvarjam. Mogoče se malo primerjamo z razvitimi državami, ne, ker imajo starejše predsednike, pa mlajše TV voditeljice. Ja, pa 10 mandatov pa, ne vem, jaz se ne spomnim, da bi kdo imel, recimo tu zahodni evropski, da bi polobli, da bi nekdo pač vodil, recimo stranko 10 mandatov. Razen, če je kakšen primer, pa ne vem, pa ga... Ne vem, nimam problema s tem, če je bil nekdo demokratično izvoljen. Problem bi bil, če bili to mandati oblasti, ne. A pol bi bil problem, kako? Ja, seveda. Tudi, če bi bili, recimo, vedno znova izvoljeni, bi bil to problem. Ja, ker če je neka stranka, recimo 30 let na oblasti, potem postane stranka oblasti. Slovenska demokratska stranka ni stranka oblasti, če bi bila stranka oblasti, ne bi trajala toliko časa. Ne. Bi se porušila. HDZ je zdaj recimo že precej časa na oblasti, tu v naši soseščini. Ja, pa tudi ne skozi. Je bilo vmes, mislim, 2-krat v težki opoziciji. Dobro, kaj pa te številke, ne, recimo, zanče sem videl, ste potem reagirali tam na X-u, na ta zapis Petra Gregorčiča, ne, dobili ste nekaj manj kot 5000 glasov, ne, ker jaz sem imel neko številko v mislih, da ima vaša stranka 30 000 članov. Posebej pa to zdaj res malo, zakaj je sam 5000 glasoval, oziroma manj kot 5000, ne. V čem je, ja, tle zgodba tega? No, predstavljajte si, da imamo splošne volitve, ne. Ja. Kjer lahko v nedeljo glasujemo samo ob 6. uri popoldan. Kakšna je bila udeležba? Zdaj je malo težko organizirati, ne glede na to, da smo pač velika, močna
stranka razvejana, neposredne volitve na ta način, da bi to trajalo ne vem koliko časa. Lahko bi tako naredili kot Levica, kjer so 3 tedne preštevali. Gre za novost po našem statutu, ki je že starejša, samo vmes smo imeli kongres v času COVID-a, kjer veljajo pač drugačna pravila in je bilo to prvič, se pravi 8. maja ob 6. popoldan so bile predkongresne konference v skoraj 200 slovenskih občinah, kjer imamo odbore. In tisti, ki so prišli in imajo glasovalno pravico, se pravi, da imajo plačano članarino in pač ostale članske obveznosti izpolnjene. To je bil pogoj, da si lahko potem seveda, v javnosti. Tisti so pač glasovali. Meni se je to zdelo, da je ta številka velika, glede na to, da pač je bil to delovni dan. A ni bil zares nekaj podobnega tudi, ne? Kaj je v Golobič, se mi zdi, da je bil na podoben princip izvoljen, oziroma pač ponovno izvoljen takrat. Tega se jaz ne spomnim, pa mislim, da se tudi noben drug ne spomni. Ja, se vas spomnim, ja. Kaj pa te govorice, da ste v bistvu šli v takšen scenarij, ne, pač teh neposrednih volitev predsednika stranke, da vsi člani stranke volijo zaradi tega, da bi sistem, recimo, si izboljšal vaše pozicije, če bi slučajno, recimo, Anže Logar ostal v stranki in bi kandidiral za predsednika. Pa bi mogoče bilo lažje, recimo, vas izvati na kongresu, kot pa med celotnim članstvom. Je kaj na tem? Če bi kdo kandidiral za predsednika pač in bi jaz videl v tem nekoga, ki bo stranko povezal in je dobro vodil naprej, bi ga jaz podprl. Mi te spremembe v statut nismo dali zdaj. Ali pa potem, kar se je pač zgodilo z Logarjem, ampak pred 8 leti. Se pravi, to ni zaradi tega. Kaj pa te govorice, da se dogaja v stranki tako nek spopad med generacijami, med mlajšimi in starejšimi, da so tam neke težave z Romano Toms, vis-a-vis Zale Tomašič in obratno. To je, mislim, da se smejite, ampak to se sliši na sceni. Ja. Nobenih težav ni. Nobenih težav, ker pač tisti, ki smo v stranki starejša generacija, se trudimo, da bi privabili čim več mladih in zadnje obdobje imamo tle veliko uspeha. Se pravi, takšne rasti ali pa takšnih pristopov mladega članstva, jaz ne pomnim tam od časa po Depali vasi, pred 30 leti. Pa zdaj ta vodstvena struktura pa poslanska skupina odraža to demografsko strukturo znotraj stranke? Jaz mislim, da je v naši poslanski skupini največ poslancev, ki so bili prej aktivni v podmladku. To pomeni Mahnič, Hojnik in tako, ne? Poglajen, se pravi, nobena druga poslanska skupina tega nima. Mi načrtno, tudi recimo, ko gre za lokalne volitve, je neko pravilo v stranki, da gre na prvi del liste, kjer je največ možnosti za izvolitev, tam, kjer se pač voli po proporcionalnem sistemu, da pridejo tudi mladi, da sta spola zastopana, pa da pridejo tudi mladi. In seveda od tam potem pridejo tudi ljudje, ki pol kandidirajo za parlament, se pravi za državnozborske volitve in tako se pač stranka pomlajuje. Aleš Hojs in Franc Kangler sta zdaj nekako preživela to, da pač nista bila izvoljena. Sta prebolela to, da nista bila izvoljena v Evropski parlament, da je Zala Tomašič prehitela ali kako? Pa ne vem, če je bila kakšna velika bolečina. Ja, bil je tako, na terenu se kar nekaj dogaja, se takrat se govori, ne. Ja, to je pač delno je to posledica seveda volilnega sistema, kjer so preferenčni glasovi in pač ta sistem je treba uporabiti tako, da je na koncu pač čim več glasov, ki gre do isto košaro. Tako da neka notranja konkurenca je tukaj do neke mere tudi zdrava. A to spodbujate sicer v stranki, to notranjo konkurenco? Ja, ampak tako, da pač spodbujamo to, da se tekmuje na ta način, da si boljši, se pravi, da ne pa, da si proti nekomu, ampak da si boljši. Zdaj, gospod Janša, na kongresu, da ste pač tam, rekli ste marsikaj, no, ampak to se mi zdi zanimivo, da ste pač nekako rekli, da je stranka pripravljena, že vnaprej ste pač leto dni pred volitvami rekli, da je stranka ni pripravljena za vsako ceno prevzeti oblasti, da se pripravljena tudi počakati, še pač ne vem, neko naslednje obdobje, da pride do desna sredina, do neke pač normalne večine. A ni to nek defetizem, da pač naprej ne obljubljate zmage avtomatično, koliko vse ostale. Se vidite, imamo stranke, ki imajo za 3-4% pa obljubljajo zmago, na volitvah. Ja, pa se jih nihče več ne spomnil čez 4 leta. Ja, razumem, ampak vseeno se mi tako, nekako se mi zdi, v tem smislu niste doslej govorili na kongresu, Kaj se je zgodilo vmes? Glejte, zgodila se je analiza tega, recimo 3 mandatov, ko je stranka vodila vlado.
Prvi mandat je bil do neke mere normalen, a ne? Do Patrie, ne? Ali kako? Ne, pač 4 leta so, zdaj Patria tukaj ne lahko o tem tudi kaj rečejo, no, ampak to je bil vseeno nek čas, ki ni bil krizen, a ne? In rezultati so pač sjajni, ne? Ne, govorim zaradi Patrie, ker najverjetneje, no, če ne bi bilo pač čiste afere Patria, bi verjetno ponovno izvoljeni, ne, predvidevam. Ne, ja, pač, verjetno, ker pač razlika je bila minimalna in lahko bi našteli tudi če kaj plačna reforma, ne vem, ki je bila narejena. Pa še plačna reforma, pač, pa še kak izum gospoda Viranta, ampak zdaj govorim nekje o neki splošni oceni mandatov, ne, tisti prvi je bil edini, ki ni bil krizni, ne, potem smo reševali, ne, Slovenijo pred bankrotom in potem pred covidom, ne, tako da. In obakrat v, rekel, težki koalicijski konstelaciji, ne, ko pač si se moral najprej dolg časa znotraj usklajevati, pa se boriti za to, da si za neke stvari dobil glasove v parlamentu, večino, ne, za druge ne. V tem zadnjem covidnem mandatu pa smo imeli celo manjšinsko vlado večino tega časa in jaz sem več časa prebil v poslanskih skupinah, pa v pogovorih s posamečnimi poslanci, da smo 10 protikoronskih paketov spravili skozi, kot pa, ne vem, na kakih drugih stvarih. In tega se zdaj več ne greste, kako? Zdaj doslej je bilo tako, ne, v stranki. Vedno, ko se je dalo sestaviti vlado, je bila velika večina za to, da se to pa naredi, ne. In še posebej, ko so bili seveda tudi ti etični motivi, ne, zdaj, kdo če ne mi, ne, v teh kriznih časih, ne, zdaj smo pa rekli, da 2-krat je bilo dovolj. Pa je to zdaj nekako, bom rekel, vaše stališče, ali je to zdaj, bom rekel, stališče tudi se stranka strinja s tem? Nima stranka nekih, bom rekel, ambicioznih mlajših ljudi, ki bi recimo radi prevzeli kakšne oblastne funkcije? Lejte, vprašajte kogarkoli, no. Vprašajte kogarkoli v stranki, če se ne strinja s tem. Ja, zdaj javno verjetno tega ne bo povedal, ne? Ja, ne vem, bi tudi, ne, če bi bilo. Ne. Sej, imam zelo pogumne ljudi, ki se povejo. Dejstvo je, da neke stvari pač dozorijo. Recimo, če pogledamo samo ta zadnji covidni mandata, ne, tukaj so ne samo ministri, ampak ker so tudi državni sekretarji, vsi ljudje, ki so pač pristali na to, da tudi osebno sodelujejo v tem projektu, ne, so bili vsak dan zasmehovani, grozilo se nam je, ne samo to, ko se je pač kričalo po trgu smrt janšizma, ne, ampak tudi neposredno so ljudje dobivali grožnje praktično vsak dan, ministri še posebej, ne. In po koncu tega mandata, ki je bil v danih okoliščinah sjajno odpeljan, res Slovenija po ekonomskih kazalcih bila druga najbolj uspešna država v času te covidne krize, so praktično ne čisto vsi, no, ampak večina ministrov je dobila kazenske ovadbe, ne vem, da so si plačali nek denar za dopust, ki ni bil uporabljen, kar se je prej to skozi delalo, pa ni nihče problematiziral. Ali pri gospodu Počivalšku, ne, glede nabave zaščitne opreme, ki se je nabavljala v kaotičnih razmerah. In ljudje se vprašajo, zakaj, ne? Zakaj, a ne? Tako da nikoli več, gledajte. Bo pač potrebno še kakšna lekcija, da se spregleda. Ker to malo vse, ne, bom rekel tako, recimo te besede, pa ta vaša napoved, malo tako sovpada to z to tezo, recimo, da pač je vam, ko greste na volitve, vam je predvsem pomembno to, da zmaga stranka, da ste relativni zmagovalec in da če bo vlada, pač bo vlada, če ne, pač ne, ne. Da imate pač to, bom rekel, da je to vaša prva opcija, ne, zmaga na volitvah, ne. Ja, pa se to je normalno za vsako politično stranko, da je to prva opcija. Normalno je tudi, da potem prevzame oblast, ne, če ji uspe, ne? Ja, pa seveda sej, tudi mi bomo to storili, ampak ne na ta način, da bo večina takšna, da te bo izsiljevala najmanjša stranka. Ker potem vložiš ogromno... Pa so vas zdaj izsiljevali, kako v zadnjem mandatu so vas izsiljevali, kako? Praktično v vseh mandatih, razen v prvem, ker smo imeli težave z Desusom, ne, še posebej v zadnjem letu. Drugače pa ja. Ste videli, kaj se je dogajalo.
Mi smo imeli 38 glasov, ne, večina je pa 46. Ja, kaj recimo rečete na to, da vam pač tako učitelj, pa recimo tako malo cinično pravijo, da je stranka SDS vaš DOO? Mislim, lahko rečejo karkoli. Ne naredijo boljši DOO, pa se bomo primerjali. V redu. Zdaj pa še nekaj v zvezi s tem. Ker mi smo edina stranka, ki ima več kot 10% in ki je v slovenskem parlamentu dlje kot en mandat. Ne? Kaj več kot 10%? Glasov, ja. No, si jih imate več kot 10%, ne? Ja. Smo edina slovenska stranka, ki ima več kot 10% podporo v parlamentu, ne, in je starejša od enega mandata. Ja, tako to se misli, lahko vse pove. Ne. Ta ustavna večina, ne, ustavna večina razuma, ne, a to res mislite, da bi lahko recimo dobili na naslednjih volitvah ustavno večino? Ja, slejko prej bo prišlo do tega. Ne. Zdaj, če ste mogoče kaj brali te prispevke. Kaj slejko prej bo prišlo do tega, da bo SDS dobila ustavno večino, ali kako? Ne. Ne, mi govorimo o ustavni večini razuma. Ne. To ni nujno, da samo SDS dobi pač dvotretjinsko večino, ampak da je možno sestaviti takšno koalicijo, ki naredi nekaj tega, kar pač nikoli v Sloveniji ni bilo narejeno. Ne. Morate vedeti, da tudi ustavo, ki jo imamo, je kompromis. Ne. Je kompromis za 90 leta, ne. Zdaj smo pa leta 2025. Ampak se zdaj gre, ne, tako kot vidim, zdaj recimo vaše nastope, pa zlasti Goloba, zdaj, ki je pozval k enotnosti levice, tako gre, ne, v neki dvopolni sistem, ne, če pač imamo proporcionalni volilni sistem, ampak tako gre, ne, obe stranke, se vidi po vseh teh anketah, ne, se krepita vaša pa njegova stranka, ne, oziroma vaša pa njegova pač, ja. Zdaj spet komentirate rezultate neke ankete, ki ni veliko redna. Ne, so tudi druge ankete. Recimo, ankete Parsifala so doslej skoraj vedno zelo natančno ugotovile rezultat volitev. Tudi Parsifal kaže, ne, da se krepita dve vodilni stranke, ena na levi pa ena na desni. Pa v zadnji anketi z tega nisem videl. Mogoče ne tako zelo, no, ampak ne, načeloma pa ne. Mislim, da je v zadnji anketi Parsifala Svoboda tam 11-12%. Ampak ostale so pa za njo, ne? Ja, sej ta volilni sistem, ki ga imamo. To se pa Parsifalovom anketam zaupate, kako? Ja, pač jaz zaupam tistim anketom, ki se doslej niso motile, ko je šlo za volitve. Okay. Je pa res, da imamo pač ta izkrivljen proporcionalni sistem, ki ga zdaj skušajo še bolj pokvarta, ne? S preferencami in ki drobi glasove. Ne? Tako da nekega klasičnega dvopolnega sistema v Sloveniji, kjer bi samo dve stranki tekmovale, tega po tem volilnem sistemu nikoli ne bo. Ne? Ker je proporcionalni volilni sistem 4% pragom in ta sistem praviloma prinaša nestabilnost. Slovenija bi potrebovala kakšnih 3-4 mandate večinskega volilnega sistema, dvokrožnega večinskega volilnega sistema, da se stabilizira. Ampak, a vi mislite, da bi recimo zdaj zmagali na dvokrožnem volilnem sistemu? Če recimo vzamemo takšno situacijo, kot je zdaj, takšne razmerja moči, ne, recimo kot so zdaj pri nas? Ja. Vi? Z lahkoto. Z lahkoto, ker pač to večinski volilni sistem zoži izbor na dve glavni alternativi. Ne? Ja, ampak tako se potem lahko zgodi, tako kot se recimo dogaja na francoskih predsedniških volitvah, ne, ker se potem gre levo ali pa desno, se volilni glasovi pač koncentrirajo. Ne? Ja, lahko se, odvisno kakšna je ponudba. Ne? Ja. Zdaj, vseeno, ankete, ne, ampak ko preštevamo glasove, pa zdaj vidimo tam nekje se gibajo, ne, recimo 43 pa 41 za desno sredino, pa malo manj za levo, ne, tako nekako ste malo v vodstvu, ampak vsi k tej desni sredini še vedno preštevajo, poleg vas seveda Mateja Tonina, ne, oziroma NSi in pa Anžeta Logarja, demokrate, ne. Pa me zdaj zanima, recimo, kje ste zdaj vi v odnosu do teh dveh strank? Ker vidim, da po tej veliki zmagi na referendumu je Tonin se oglasil, pa je še ponovil, ne, da Nova Slovenija še vedno vstaja tistem sklepu izvršnega odbora, da ne bo šla v vlado, če jo boste vi vodili. Ne.
Dosti logična izjava, potem, ko so... Čeprav slišim, da je Vrtovec zaradi tega bil zelo slabe volje, ampak če pustimo zdaj to, ja. Ne? Mislim, dosti logična izjava od gospoda Tonina, potem, ko so se sami borili na referendumu in zmagali. Ne, sprašujem zaradi tega, če vi v principu še vedno računate, ali pa če računate na to, če boste vi pač relativno zmagovalec in bodo recimo Nova Slovenija dobila toliko in toliko glasov, pa demokrati toliko in toliko glasov, da bi zadoščali za desno sredinsko vlado, da mimo tega ne bodo mogli, da bodo pač potem mogli izničiti ti sklep, kako? Najprej stavko anketah. Včeraj so bile na Poljskem predsedniške volitve. Seveda, ja. Do 2 tednov nazaj so ankete kazale 55-45 za Čarkovskega. Včeraj je pa zgubil 51-49. Ja, na to smo šlo vsem, ja. No, že, ampak kazalo je, da bo pač levo-liberalna opcija zmagala. Še zjutraj je bil malo zaostanko, sem videl, ne? Po anketah, ne? Ja, pač treba je vse glasove prešteti, tako da toliko o anketah. Zdaj, kar se tiče pa bodočih koalicij, mi se s tem ne ukvarjamo. Mi do volitev delamo koalicijo z voljivci, koalicijo z strankami. Ja, to je že, ampak to vam je zdaj težko verjeti, ker ste politik, predsednik stranke, veste, zakaj se gre, zagotovo nekaj preračunavate, ne? V bistvu ne. Ja, dobro, to zdaj spet kot preprosto, po mojem ni, ne? Ja. Mi delamo na tem, da bo Slovenska demokratska stranka imela čim boljši rezultat, in boljši bo rezultat, lažje bo delati koalicijo. Se spomnite, ker ste takrat rekli, da bodo naslednji dan zvodili telefoni, a potem niso, ne? Tja, so pa leto kasneje, ne? Ja, no, dobro leto kasneje, to je sicer res, ja. In to zelo glasno. No, ampak zdaj, kakšna je zdaj recimo ta vaš odnos, ne, recimo do Loga in do Tonina? Zdaj vidim, da nekako za vlaganje interpelacij vas več ne potrebujejo, ne, sami imajo dovolj, ne, ker zdaj so začeli pospešeno vlagati interpelacije. Zdaj oni vložijo interpelacijo, borimo se pa pol mi, ne. Ja, to je druga zadeva, ja, to se je sicer takrat res malo videli, ja, no. Ampak vsaj delno so zdaj opozicija, ne. A vi imate te kontakte pa to, mislim, vi recimo osebno? Mislim, srečujemo se praktično vsak dan. Ja, ampak so to neke vrste delovni kontakti, oziroma kakšen je zdaj vaš recimo odnos z Logarjem? Ker Tonina verjetno ne srečujete osebno, ker je pač v Bruslu, ne? Zdaj Logarja pa predvidevam. Že Logar dela škodo, ne? Tako kot je delal Gregor Virant. To je natančno enak projekt. Ja, Gregor Virant je sicer prišel malo pred volitvami. Tisto je bilo neko presenečenje, to zdaj ni več presenečenje, je pač vse jasno, tako nam kot večini volilnega telesa. Ja, ampak zdaj... Gre za to neko klasično bojno taktiko napada na Slovensko demokratsko stranko, oslabitijo z nekom, ki je bil včasih del pač našega projekta, tako da nam pobere vsaj nekaj procentov, lansirati nov obraz z šanso A, da pač dobi relativno večino, B, da je v seštevku polja absolutna večina, tako da to ni nič novega za nas. Ja, no, zdaj, nekateri pravijo, da ne, da ste v principu vendarle dogovorjeni, ampak da je tudi zdaj to del taktike, da vi govorite to, kar pač govorite, da se seveda ustvarja ta resno vtis, da ne gre za dogovor, ne? Za tiste, ki tako mislijo, je vseeno, kaj srečamo, ne? Za Miheljaka, ki pravi, da bo Logar aktiviran kot vaš podpornik tik pred volitvami z vso močjo, to ne drži, kako ne? Ali drži? Ne, to, kar v levičarskih medijih piše, je del razumljive taktike, se pravi, Logarja poriva čim bolj k nama, ne? Tako da čim manj glasov pobe, mi ga nikamor, ker samo pač povemo to, kar je dejstvo in kar je očitno. Drugače pa levičarski mediji jasno, da ga porivajo v nek prostor, kjer bi največ škode naredil nam. In zaradi tega se tudi vidi, kdaj dobi medijski čas v mainstream medijih. Ja, sicer se pritožuje, da nima veliko dostopa do medijev, ne? Da ga pač šikanirajo, oziroma ne šikanirajo, da ne pustijo preveč v medije, vsaj ne tako morda, kot si je želel. Ne? Ja, no, preštejte zadnje leto, ne? Minute pa sekunde pa boste videli. Ja, na Tarči ga vidim veliko, ne? Če komentiral tudi ta dogajanje v UKC-u sem videl, ne? Ja. Se pravi, stranka, ki je ni, ima na nacionalni depolitizirani televiziji višji status kot glavna opozicijska stranka. No, se na nek način je on zdaj, kljub temu, ne, parlamentarna stranka, mislim, ima 3 poslance, ne? Mislim, sebe pa še 2. To ni parlamentarna stranka, ja, to je formalna skupina nepovezanih poslancev. Ne? Z ankete mu in vedno, ko pravijo, da je to
poslanska skupina Demokratske stranke, je to laž. Pa niste vi pričakovali, da bo šlo na svoje? Zdaj, če recimo se strinjamo s tezo, da ni šlo na svoje na podlagi dogovora z vami, da je šlo zaradi nekih drugih interesov, niste to vedeli, kako da bo šel ven? Ne, on je šel na svoje, tako da se je to, rekel, ne vedelo, ampak videlo v drugem krogu predsedniških volitev, ker bi lahko zmagal. Takrat ste to že slutili? Ja, seveda, to, da kandidira, pa da ga podpremo, je bilo dogovorjeno. Tudi za taktiko je bilo dogovorjeno in pač je sjajno teklo do drugega kroga, ker pa se je nekaj izgubilo. Zdaj mnogi pravijo, takrat so ga kupili, jaz ne vem, kaj se je zgodilo. Kupili, kako mislite to kupili? Pač prvi teden po drugem krogu, ko bi bila potrebna ofenziva, ne, je bila defenziva, se pravi, ga ni bilo nikjer in pač videlo se je, da se ne igra na zmago na teh volitvah, ampak na nekaj velikega. Da je namerno, mislim, da je vodil takšno kampanjo, ki ga ni vodila k zmagi, to načrtno, kako? Ne vem, če načrtno ali ne, ampak dejstvo je, da bi lahko zmagal, pa ni. Ker za njega niso glasovali mnogi, ne, kot se je pač potem slišalo, ki so v prvem krogu glasovali za njega. In na drugi strani je bil najslabši kandidat oziroma kandidatka Levice v zgodovini. Se tudi vidim, da zdaj ankete spet jo uvrščajo, jo ocenjujejo kot najslabšo predsednico republike doslej. Ja, sej tudi najslabša kandidatka je bila, tako da govoriti o tem, da je bil to boljši rezultat, kot ga recimo Brezigarjeva dosegla leta 2002 ali 2003, je smešno, ker ona je takrat dobila skoraj 45% proti Drnovšku, ki je bil njihov najboljši kandidat, verjetno. Je pa zanimivo to, da pač da sem videl zdaj, ko sem gledal pač neko anketo o tem, kateri je bil najboljši predsednik republike doslej, da Drnovšek ni na prvem mestu, je še na tretjem. Medtem za predsednika vlade je pa prvi, pa vi ste drugi. Ampak kot predsednika republike ga pa očitno javnost ne ocenjuje tako dobro, kot ga ocenjuje kot predsednika vlade. Ne, ker si ga ni zapomnila, ker to je bil relativno kratek čas. Je pa to še včeraj, ko sem gledal ta intervju, mi je bilo prav zabavno, ker je Pahor omenil vas, pa Pahor vedno reče, da sta imela dobre in slabe trenutke in da sta tekmeca, potem se je popravil, nisva več tekmeca, ker jaz nisem več v politiki. Pa to. A mislite, da je možno, da se Pahor še vrne? Sebastian Juretič pravi, da bi to bil game changer na Levici, če bi se Pahor odločil pa aktiviral. Jaz mislim, da je možno. Zdaj, vprašanje pa je, zakaj ne. Ja. A mislite, da se, vi ga poznate, da se tako, mislim, premišljuje o tem? Ja, ne vem, vi ga bolj poznate kot jaz ga poznam, mislim, tako se mi včasih zdi, da je premlad, da bi se umaknil z politike. Se ni nikoli umaknil, če bi se umaknil, ne bi nastopal. Ja, zdaj je podjetnik, smo videli, ima svoj zavod in podobno. Nastopa pa res, dobro. Vseeno bistveno bolj to, kot da bi ustanovil Forum 22. To se pa strinjam, to se pa ima zavod, ima zavod, Pa vi, Logar pa Tonin, a še obstaja ta termin pomladni blok? Ali je to šlo zdaj, se šli vsak na svojo stran? Jaz mislim, da ne prvi, ne drugi, ki ste ga omenili, noče imeti nič z pomladnim blokom. To pa se verjetno, zdaj ne vem, z Logarjem, ampak Tonin se verjetno s tem ne bi strinjal, Ne, njegovi volivci oziroma volivci NSi se s tem ne bi strinjali, on pa takoj. A tako pravite? Ja. Pa Tonin je pripravljen javno, po vašem mnenju, reči, da ni on del, da Nova Slovenija ni del pomladnega bloka. To je že večkrat del. Mogoče ne tako direktno, ampak drugače pa ja. Oni so nekaj novega. Čeprav ne vem, ko ste bili zdaj v tej zadnji vladi pod COVID-om, se mi zdi, da ste kar nekako sodelovali za DSI-jem, Niso bile neke strahotne težave. Nova Slovenija je imela 7 poslancev v parlamentu, v vladi pa 4 ali 5 ministrov. So bili, se pravi, dobro situirani so bili v vladi. Nikoli še nobena stranka ni tako vnovčila svojega rezultata na volitvah in tudi večina ministrov njih je delala dobro, ampak so imeli tudi težke muhe, s katerimi smo se morali ukvarjati in jih malo skrivati. Tako da je meni nerazumljivo, zakaj potem, ko je bilo jasno, da bomo skupaj v opoziciji,
oni nekako se niso s tem sprijaznili. Ja, to so šli nekako, prvi teden so šli s tisto izjavo, sem videl takrat. Ja. Ne vem, kako je do tega prišlo, ampak prišli so ven. Ni toliko problem izjava, kot dejstvo, da so si skupaj z glasovi vladne koalicije prisvojili obe nadzorni parlamentarni telesi. Ja, ampak nekaj je potem počel tam, ne? Pa njih, ne? Med Golobom pa med njimi, ne? Ja, to je bilo jasno, da bo počelo, pa tudi če ne bi resno, bi seveda stranka, ki je formalno v opoziciji, tisti kratek čas pred volitvami skušala vseeno dokazati, da niso krivi za tisto, kar dela vladna koalicija in zato naenkrat vlagajo interpelacijo. Obdalso je to očitno, za nas, ki to spremljamo zunaj, je to počelo. Recimo 3 leta, ne? Vedno, kar smo mi vložili interpelacijo, pa če smo jih vprašali, so si vzeli čas za premislek in so pol rekli ne, v glavnem, ne. Ali pa zelo s stisnjenimi zobmi so pač kako podprli, ne. Zdaj, ko so volitve pred vrati, pač interpelacije letijo, treba je dokazati, da smo pač končno opozicija. Vi recimo mislite, da bo prišlo do zamenjave Mateja Tonina še pred volitvami? Jaz mislim, da ja. Ne vem s kom, ampak glavni šef Nove Slovenije, to je Robert Ilc, ima tak načrt, kakor je. Ja, ampak veste, kaj sem me upozoril? Upozorili so me, če sem bil upozoren, mi je bilo zadnjič rečeno, da Janša več toliko ne napada, pač pod narekovaji Roberta Ilca na X-u in podobno. Jaz nisem nikoli nobenega napadal. Včasih ste imeli kakšno tisto pripombo. Vedno, kadar sem se oglasil kot odgovor na tisto, kar je bilo rečeno ali pa narejeno. Nikoli nisem njih napadal. To se pa vi pravite, da nikoli niste prvi, ne? Kako bi rekel, usekali po NSI-ju. Ja, zdaj tukaj, še posebej, ko srečaš koga, rekel, s terena prav, ja, pa prepirate se, ne, za prepir sta potrebna 2, ne. Tudi za zločin sta potrebna 2, ne, se pravi, storilec in žrtev, ne. Vedno je tisti, ki začne, ima najbrž kako večjo odgovornost. A spremljate te zapise Janeza Pogorelca, to verjetno spremljate, ne? Ne. Ja. Mislim, to mi je fenomen, zato ker je pač član nekega IO-ja, se pa vodstva stranke, ne, tako recimo, ampak resno tako se mi zdi, da je ful obseden z vami, ne, čistko, rekel že, ne, kakršnakoli polemika je, vedno pride potem na vrst in na tiste svoje traktate, ne. Namreč njegova teza, vse veste, recimo komentar te njegove teze, da če vi odstopite kot predsednik stranke SDS, potem bo SDS še bolj slavila na volitvah in zlahka bo desna sredina zmagala. Ne, on verjetno misli, da potem bo pa Nova Slovenija mogoče šla enkrat čez 10%. Razumem, ja, ampak recimo, je en kanček soli v tem, ali je to popolna bedarija? Ne, jaz mislim, da ne samo, da je to bedarija, to je nekaj, kar Novi Sloveniji močno škodijo. Nova Slovenija ima pač nič večno, nažalost, ampak Nova Slovenija je bila ustanovljena potem, ko je združena SLS SKD je glasovala za spremembo ustave, kjer so povozili voljo ljudstva za večinski volilni sistem. Se pravi, so tja šli ljudje na čelo, z dr. Bajukom in Lojzetom Peterletom na čelu. Zdaj, dr. Bajuk je že v pokojni, Lojze Peterle pa iz stranke izstopil. In to, kar je zdaj, je na vrhu pač neka struktura po želji generalnega sekretarja, ki obvladuje ta aparat, v veliki meri proti volji članstva. Ker pač... Proti volji članstva? Ja, jaz, gledajte, poznam Slovenijo, poznam ne samo večino naših lokalnih odborov, ampak tudi drugih pomladnih strank, imamo javne tribune, kamor pridejo. In tukaj je nezadovoljstvo z tem, kar se počne veliko, in ne nazadnje se to kaže tudi v vaši priljubljeni temi, se pravi v anketah. In trenutno je neka vezna posoda med stranko Anžeta Logarja in Novo Slovenijo. Tukaj so pač tisti, ki mogoče nasedajo na te floskule ala Pogorelca, in si pač jemljajo med sabo. Koliko pa vam recimo to škodi, če vam sploh škodi? Ne, koristi to nikomor, ker pač pol je javno zaposlena s temi stvarmi, namesto da bi si to shotel v bistvu prej povedati. Nova Slovenija je imela velik manevrski prostor, takoj, ko je bila ustanovljena, je dobila skoraj 10%. Iz nič praktično, pa so vsi rekli, da ne bo prišla
da ne bo prišla čez parlament, in to zaradi tega, ker je dr. Bajuk rekel na tistem njihovem prvem taboru, ne, mi smo suverena stranka, mi nismo pač nek mlajši brat SDS ali pa kakšne druge stranke, mi jih lahko premagamo, če bomo boljši. Ne, če bomo drugačni od njih, ampak če bomo boljši od njih. In dokler se je nekako zasledovalo ta program, so rasli. Ne. Potem, ko se je pa šlo na to, manj bo dobila SDS, ne, več bomo dobili. Ja, razumem to logika. Ja, mislim, to je pa skregano z logiko, ne, z matematiko. Zakaj pa ste recimo tam na kongresu v Ormožu vrgli tako neke vrste trnek Matjažu Hanu oziroma socialnim demokratom o možnosti neke povolilne koalicije? Tudi vidim, potem sem gledal debato tukaj v tem studiu med Meiro Hot pa Danielom Krivicem, ne, pa je Meiro Hot izjavljal, tako kot so potem socialni demokrati zapisali, da ne pride poštev koalicija z vami, pa je potem Krivic rekel, no bomo še videli to. Ja. A to ste mogoče detektirali Hana kot nekoga, ki bi recimo potencialno lahko šel v vašo koalicijo? Ali pa recimo z vami v vlado? Ali je to bilo samo tako, pač malo nekaj, ne? Glejte, jaz mislim, da so to zgolj neke teoretične kalkulacije, zaradi dejstva, ki ga je včeraj dosti jasno opisal bivši predsednik gospod Pahor, ko je rekel, da pač leve stranke vodi nekdo iz ozadja. Torej, če bi že mislili resno ali pa če bi se borili za tako koalicijo, potem bi se morali zmeniti s tistim v ozadju, ne z gospodom Hanom. Mislite, da je to možno? Ja, ne vem. Zdaj, Peter Gregorčič v tem studiu razlaga, da gre za eno isto zgodbo. Na eni strani ste Kučar, na drugi strani ste vi. Ne? In na tretji strani je Peter Gregorčič. Na tretji strani je Peter Gregorčič, ja, ne vem, da je to neka skupna zgodba o obvladovanju države. Ja, reda, sej. On ni prvi, ki baja o tem. Ja. Tako da. Ni. Slovenska demokratska stranka je stranka, ki je suverena, ne? Pri nas odločajo organi stranke, tisti, ki so izvoljeni. V levih strankah pa očitno, ne. Kot smo slišali, včeraj odločajo drugi, tako da. Ja, čeprav je zanimivo, saj Pahor je dobro včeraj tako naredil neko genezo, kako je treba še to dodati, ne. Tako ranih stricov iz ozadja. Je pa treba še to dodati, recimo, za nas, ki sedimo v državnem zboru, ne, in vidimo ta boj, to tekmovanje v radikalnosti, ne, ko recimo največja vladna stranka, ki ima 40 glasov, paste, ne, še nikomor, nihče ni imel take glasovalne moči v parlamentu, nima nekega lastnega programa. Oni tekmujejo v radikalnosti z levico, z najmanjšo vladno stranko. Ko ta stranka nekaj predlaga, se na koncu oni bolj borijo za tisto, ne, kot pa sama levica, in v teh razmerah recimo socialni demokrati izpadajo še kar normalni, ne. Ker vse niso tako glasni. Ne. Vse podprejo, sicer glasujejo za in tako naprej. Tudi, no. Jaz sem gledal takrat interpelacijo zoper Poklukarja, ne, ker so imeli pred interpelacijo, so imeli tudi v Levici neke pripombe na Poklukarja, ampak na interpelaciji državnem zboru je pa Levica med glavnimi, ki potem zagovarjajo Poklukarja. Ne. Tako da tam je očitno tako malo vzajemno tole. Ne. Ne, to je pač neverjetno, no, saj zato pač to Gibanje Svoboda, ne glede na to, kaj merijo ankete medijane, nima nobenih možnosti, da ponovi rezultati iz preteklega. To je sezon, ampak vseeno se mi zdi, no, da je ta Golob, ne, nekako je uspel se nekako zdaj obraniti, ne, teh napadov, oziroma teh poskuša tega, da se ga ruši. Ne. Mislim, mu kaže boljš, kot je recimo kazal. Mislim, ne vem. Zakaj bi ga pravzaprav rušili? To me vaše mnenje zanima. Zakaj bi ga tisti, ki pač vodijo ali pa postavljajo program pa ljudi, ne, iz ozadja v levih strankah, zakaj bi ga že zrušili? Saj niso še naredili alternative, ne. Kot je rekel gospod Prebelič, do konca junija se bo odločil. Ja, ker potem je onda dopuste, kako ne. Kar se tiče predčasnih volitev, kdaj smo imeli predčasne volitve leta 2018? En teden pred rednim rokom, tako da. Tukaj je še vse odprto. Ne. Sem bral zanimivo tezo danes zjutraj, predno sem šel na intervju. Ne, pa še to je, ne, glejte, pač za tiste, ki vodijo leve stranke iz ozadja, ne, je bistveno bolj pomembna institucija, ne, kar se tiče teh njihovih strahov, o katerih je govoril gospod Pahor včeraj, kot je vlada, ustavno sodišče. In do konca tega mandata,
ne, bo večina v tem državnem zboru imenovala 5 ustavnih sodnikov. Torej, Ja, tako, kot zdaj kaže, grejo imena v pravo smer, sem videl, ne? To, kar se zdaj kroži, ne? Gospod Gorkič, gospa Beteto. Ne? recimo, če bi pri njih morali zbirati, ne, ali izgubiti naslednje volitve, ali izgubiti večino v ustavnem sodišču. Zakaj mislite, da bi se odločili? Odločili bi se za ustavno sodišče. Si pa je to dobro definiral. Gospodarstvo, mediji, obveščevalne službe, ne, se pravi te, ne, ja, in seveda ustavno sodišče. Ne. Ja, sej, žena so to gledala in jaz sem pa rekel vse. Ne. Ja, no, to je, se strinjam. Še kaj ostane. Ne. To se pravi, ampak dan, no, to sem hotel reči, zjutraj, ker sem šel, pač malo se še pripravil ta intervju, sem prebral zanimivo tezo, kolega Luka Peš je napisal, ne, ampak to je govoril o teh ozadjih, da v ozadju poteka zdaj nek spopad med neko Čeferidovo skupino in pa med Borutom Jamnikom, za tem, kdo bo pravzaprav obvladoval, ne, to globoko državo, pa te resurse, ne, strice iz ozadja. A to bi znal tako malo držati, ne? Ja, zdaj mogoče to malo drži za področje ekonomije, ne. Zagotovo pa ne drži to za področje sodstva, pa večine medijev. Kdo pa potem tam, po vašem mnenju, sodstvo, pa večino medijev? Zdaj, kar se tiče sodstva, je tukaj jasno. Ne. Tukaj je, rekel, nadvrhovno sodišče še vedno v Murglah, ne, kot je to že, ne vem, Čeprav zdaj vidimo, da 40 let. Marjan Pogačnik izgublja večino v sodnem svetu, ne? Ja, ker je preveč kompromitiran, ne, bo prišel nekdo drug. Ne. Zdaj, to je velik čudež, ne, da se je on ohranil na tem položaju toliko časa, celo v tem sistemu. Ne. Zdaj so ugotovili, da jim dela očitno škodo, tudi zaradi sodb Evropskega sodišča in bo šel pač, njega ne bodo zamenjali, upokojil se bo. Predčasno. Pa verjetno tudi sodnik Panjan, ki je šel zdaj na dolgo bolniško zato, da mu ni treba dati mnenja. Ne. Ja, sicer je prosil za podaljšanje, ampak mu sodni svet ni ugodil. Ne? Ja, skratka, to se ni neka velika sprememba. Ja, ampak gospod Janša, nekaj se dogaja, ker tudi vidim, Đorđević je poskušal, ne, doseči neki svoj zakon, ne, Lex Miki, da bi lahko nadaljeval mandat, pa mu ni uspelo. Ne? Tako da se mi zdi, neko mehno čiščenje se je začelo, ne, v pravosodju. Pa vi ste bili uproščeni, ne? Ja. Pa Jankoviću je bila razveljavljena obsodilna sodba, ne? Počakamo še. Ja, počakamo, ja. Ne, čeprav slišim, da, ne vem, kako je to z vami, ampak slišim, da Jankovića v teh nekih ožjih skupinah opažajo družba, da ga skrbi to, da je bila njegova obsodilna sodba razveljavljena. Pač ne vem, ne. Sej, on je jasno povedal, ne. Jaz sem bil vedno proti Janši, zato nam nikoli obsoja. No, za vas pa govorijo, in zaenkrat je to država. Ja, za vas pa govorijo, da vam je, da ni bilo to čisto v vašem konceptu, ne, da vas oprostijo, ne. Jaz se še nisem oproščen. Ne, se pravnomočno še ni, to se strinjam, ja. Vi resno računate s tem, da bi lahko bilo razveljavljeno in bi bilo ponovno sojenje, ki bi bilo sicer časovno potem tik pred volitvami, ne? Pa, gledajte, pri nas je vse možno. Pri nas je vse možno. Proti meni so sprožili od leta 85 več ali manj iste strukture, ne, ker tle ni bilo nobene tranzicije, 162 postopkov. Sej vi imate, če štejete zasebne tožbe tudi ja, jaz imam tam nekje znam več pošteti, nekje med 30 in 50, bom rekel, ne, ja. Proti meni so sprožili 162 ampak tu imate verjetno inšpekcijske postopke, vse zraven, pa to, kako? Ali je to vse sodišče, kar ste zdaj povedali? V glavnem sodišče. Ni vedno prišlo do obravnav, ampak ne. Zato zdaj držim pesti, da Matos ne bo izvoljen za ustavnega sodnika, ne, ker bo imel takoj težavo z odvetniki. Po moje te bojazni ni. Ni te bojazni, ja. To vas še moram vprašati, no, Peter Gregorčič, ki ste ga prej omenili, je rekel, da ste se, ne vem, kot bo ta informacija dosti natančna, da ste se 12. aprila v Grosuplju, v tisti znani gostilni, 11:30, prej da je bila gostilna odprta, dobili z Aleksandrom Čeferinom na kosilo. Takrat 12. aprila. In po tistem sestanku naj bi se Čeferin umaknil iz te politične scene. Ker naj bi se videla dogovorila o nekem paktu o nenapadanju. Iz kjer politične scene se je umaknil? Ja, razumem, ni več tako, ne daje več teh političnih izjav, ker nekaj časa je bilo to stampedo, ne. Začelo se z nogometom, prvo vprašanje, potem pa samo politika. Zdaj tega ni več, ne, toliko, ne. Mogoče zaradi tega, ker pač želi dobiti še en mandat na UEFA, ne vem, no, ampak ni še čisto umaknil, ne. No, prvič ta gostilna, ki jo omenjate, je že, kakor vem, 2 leti zaprta, ne. Ja, ne vem, če je zaprta. Ja, kakor jaz vem, ja, ker to je... Ja, nisem zdaj jaz čisto omenil. To je v mojem volilnem okraju, ker smo imeli čas tudi veliko naših srečanj in tako naprej. Volilni štab, ne. Jaz sem imel tam naš. In smo veliko ljudi tam srečala, ne.
zdaj pa, kako vem, ne deluje. Ne. Dobro, lahko bi se dobili neki sosednji gostilni, ne vem. Ne, gledajte, te špekulacije so... Ja, pa so zanimive, ne, ja. Za gospoda Čeferina sem jaz zavrtel kar nekaj telefonov, takrat, ko je prvič kandidiral za UEFA, ker se mi zdi, da je pomembno, da je pač Slovenec na takem pomembnem mestu. Ne vem, zakaj se je pol vse tisto dogajalo, še posebej v času covida. Ali daje kakšne izjave, zdaj politične ali ne. Ne, zdaj daje manj, po tistem domnevnem kosilu daje manj. Tega ne spremljam. Aha. Mislim, pakto ne napade, češ, da vas on ne bi napadal zdaj pred parlamentarnimi volitvami, pol, če on ne bo izvoljen za predsednika UEFA znova, pa bi se vrnil kandidirati za predsednika republike, takrat čez 2 leti in bi potem pač ga bi recimo podprli. Recimo, če bi kogarkoli zunaj vprašali, kaj je za vas bolj pomembno, ali da si predsednik UEFA ali si predsednik Slovenije, kaj mislite, kakšen bi odgovor? Ja, to že, ampak če nisi več predsednik UEFA, pa se moraš vrniti v Gosuplje, je fajn, da se ustaviš malo na Javčevi, v Ljubljani za 2 mandata, recimo, če ne vse za enega. Ja, za 3000 evrov na mesec. Ja, se to verjetno, ja. Kako? Zdaj bo nekaj več. Ja, zdaj bo kar nekaj več, ja. Mislim, vse, koliko sem videl. Ampak proti UEFA je to še vedno najbolj 5%. Še eno notranje politično vprašanje, še 2 imam, povej vas pa še nekaj o zunanji politiki vprašanje, oziroma mednarodnih odnosih. Zdaj, kje nameravate dobiti, recimo, zdaj se bil pač na referendumu okoli 400, pa še nekaj tisoč glasov, približno 100 000 bi naj še rabili, po mnenju analitikov, da lahko zmagate na volitvah, pa dobite večino, Zdaj, Pahor je zanč... Koliko glasov rabite za zmago, je pač odvisno od tega, kakšna je udeležba. Pahor je rekel, da je volil eno od strank na zadnjih volitvah vladne koalicije, predvidevam, da je volil SD, ampak da zdaj pa morda tega več ne bo naredil. Zdaj, verjetno ni edini, bo to še kdo tako razmišlja, ampak se pravi, kje boste dobili te glasove? Od volivcev? Ja, razumem, ampak na katere ciljate? Na vse. Ali gre to samo, da konsolidirate recimo to volilno telo na desni, ali boste probali tudi tako iti malo proti sredini? Zdaj, mi ne govorimo v 3 dni o koaliciji razuma. Mi bi pač radi povezali vse tiste v Sloveniji, ki vidijo, da pot, po kateri zdaj gremo, ali pa da smer, v katero zdaj gremo, ni prava, in da je pač potrebno obrniti. Tako da... Tisti, ki pa mislijo, da to, kar se zdaj dogaja, da je v redu, pač tisti očitno ne bodo glasovali za nas. A bo znala ta vladna koalicija mobilizirati, recimo, volivce, da bodo prišli pa še enkrat dali glas za njo, tako kot je bilo recimo to leta 2022, če pa v taki širini to verjetno nima več mogoče, Ne, ti so bile posebne razmere, Ja, ampak ta fenomen tega antijanšizma, to se ne neha, Ja, v redu, ker to je edina točka njihovega programa, Ja, ampak mi si smo že, da se bo nekako nehal, Levica ima samo negativni program, Samo da ni, ne kaj bo. Zdaj, in dokler bodo pač ljudje na to pristajali, bomo šli v napačno smer. Ko greš po napačni poti, na neki točki, te poti ni več. Tale zakon o RTV-u, ki leži na ustavnem sodišču, obstaja možnost, da ga ustavno sodišče, ki v bistvu ustreza politiki, obstaja možnost, da ta zakon ustavno sodišče razveljavi zaradi nekega strahu, da recimo prijete vi na oblast, pa ga lahko uporabite, tako kot so ga oni uporabili zdaj. Je to možno? Ja. Jaz mislim, da je to najbolj verjeten scenarij. V tem naslednjem letu. Ker ta zakon je protiustaven, absolutno. Aha, se pa ga lahko zlahka razveljavijo, Seveda, ker če bi rekli, da je zakon v redu, potem lahko vsaka naslednja večina v državnem zboru prvi teden spremeni zakon RTV-ju. In potem v bistvu zabetonirajo sedanjo sestavo. Poreže mandate in postavi nove in tako naprej. Zdaj, če ga razveljavijo... In to ne samo na javni radio televiziji, ampak kjerkoli. Zdaj, eno od ustavnih načel je, da je neka trajnost institucija. In doslej je to večinoma veljalo. Zdaj pa je to na preizkušnji in oni seveda čakajo, da bo konc tega mandata, lahko pa se že prej kaj zgodi, ker v kratkem bo razglašena sodba Evropskega sodišča, ker je pač Milan Zver
nekako izterjal. Jaz sem videl, tisto pa ni prijetno, tisto po mojem za gospoda Ačeta, ne? Ja. Če je kaj na tem, potem ni prijetno, ne? Če bo tista črnina zginila, ne? Tista alineja, ki je počrtana, ne, je zelo zanimiva, ne, in jaz upam, da je sodišče prišlo do... A vi ste jo videli, tiste kako? Jaz nisem videl, kaj piše tam, ne, kar so počrtali. Ne. A jaz pa vi niste dobene originalne verzije videli? Znam pa logično sklepati, ne, zakaj bi nekaj počrnili, kar je čist nekaj normalnega in kljub temu, da je ombudsmanka to zahtevala, tega niso naredili, tako da tista zadeva ni nedolžna. Ne. To bo res zanimivo, no, mislim, če bi tam pisali kaj takega, bo to težko kompromat za Tam je verjetno pač pojasnen motiv, zakaj je Ustavno sodišče preklicalo začasno zadržanje zakona. In zdaj, če se to na nek način spravi na svetlo za sodbo Evropskega sodišča, potem ima gospod Accetto samo eno pot, da naslednji dan odstopi. Pa tudi vsi ostali sodniki, ki so mu tle držali štango. Zdaj, če ne, bodo ocenjujete, gospod Janša, da je Accetto to povedal tej bivši evropski komisarki o motivu? Ne, to je dokument, ki je v bistvu opomnik Vere Jourove za razgovor z Ustavnim sodiščem. Samo ona je skozi javno trdila, da se o zakonu ni govorilo. Ne. Če pa se izkaže, da se je o zakonu govorilo, vemo, da je Ustavno sodišče teden dni kasneje preklicalo začasno zadržanje, potem je stvar jasna. Ja, potem je stvar jasna. Če bi bilo Jourove, to več ne bo se dotaknilo, ne? Mene ne skrbi Jourova, mene skrbi nesuverenost domačega sodišča. Zdaj, ko komu razlagaš, recimo kakemu Nemcu ali pa Italijanu, da se je to v Sloveniji zgodilo, oni se za glavo držijo. Ne. Predstavljate si, da bi ena komisarka prišla na nemško ustavno sodišče in bi nemško ustavno sodišče teden dni po temu obisku spremenilo odločitev. To je situacija, ki si je nihče ne predstavlja. Zdaj, medijski zakon bo ali ne bo od sedanje vlade? So ga že drugič umaknili, ne? Ja, jaz mislim, da zdaj tisti, ki iz ozadja vodijo te leve stranke, vsake toliko časa naredijo kak pogovor o proračunu, ne, s temi, ki formalno vodijo stranke, pa jim rečejo, naj se ne igrajo s tem 10 mesecev pred volitvami. Tam sem slišal, da je nek problematičen člen za Martina Odlazka o tem, da pač en imperij ne bi smel imeti skupaj agencije plus izdajateljev medijev, ne? In da naj bi pač zdaj Odlazek nekako dosegel, da gre ta člen ven, zato se je zdaj tudi nekaj zamaknil zadeva, ne? In da naj bi se o tem, naj bi bilo doseženo soglasje med Svobodo, med Levico in med vami, oziroma stranko SDS. O tem konkretno tem členu. Zdaj se mi zdi to malo nenavadno, ker itak imajo večino, lahko to sprejme obe iz vas. Prvič slišim tudi, ne vem, zakaj bi bil to recimo za te imperije problem, vse oni lahko mirno naredijo. Neko oglaševalsko agencijo, ki ni formalno povezana. Ne, to imajo, ampak vse to ni, ampak vem, pa če se kdo spusti, to zlahka najde, ne, te povezave, personalne, to finančne tokove in vse te stvari, ne. To ni možno skriti, ne. Glede, to samo, če nočeš iskati, če se nekdo spusti resno v preiskavo tega, kar dela ljubljanski župan Janković, mirno lahko najde razumem, kaznivih dejanj za nekaj tisoč let, pa se nobeno to ne spusti. Potem to še nekaj me zanima okoli te tujine, no. Zdaj, imate občutek, da zdaj recimo svet po izvolitvi Trumpa je bolj varen ali je manj varen? Se vem, zdaj moram malo na uro gledati, ja se razumem, ampak samo 2-3 minute še, no. Kakšen občutek imate zdaj okoli Trumpa? No, v času njegovega prvega mandata se ni začela nobena vojna, ne. In tudi v času njegovega drugega mandata se ni na novo začela nobena vojna, ne. Trajajo pa tiste, ki so se pač zgodile v času, bom rekel, predsednika, ki je bil vmes. Ali bo uspelo to rešiti ali ne, ne vem. Vsekakor bi se z nekaterih stvari malo drugače lotil. No. Kot Trump? Ja. Naprimer? Ko gre za pogajanja z Rusijo, je jasno, da pač Putin ne bo popuščal, dokler moči ne bodo izenačene. Se pravi, prva stvar, ki bi jo tukaj morali narediti, je okrepitev Ukrajine do tiste točke, da pač Rusija vidi, da ne bo mogla več naprej. Takrat se bodo pripravljeni pogajati. Ne svet modrecev, ne? Ko ga predlaga Nataša Pirc Musar, ne? Ja, to je. Ja. Svet modrecev lahko sestavite
tak svet iz 10 Dalaj Lam, ne. Pa tukaj zadeve ne bodo delovale, dokler ne bodo objektivne okoliščine na terenu takšne, da se bodo obe strani enako pripravljene pogajati. Zaenkrat to razmerje sil ni izenačeno. Zdaj, Pahor je rekel, da on ne bi izgovoril v Evropskem parlamentu besede genocid, ne, ob tem, kar se dogaja v Gazi, ne, včeraj na intervjuju. Zanima vaše mnenje, je to genocid? On je to tehnično pojasnil, no. Jaz bi rekel še to, da tisti, ki gleda ne samo leve medije pri nas, ne, ampak tudi leve medije v Evropi, je absolutno tukaj proti Izraelu na strani ubogih Palestincev in tako naprej. Zdaj, tisti, ki pa spremlja zadeve od samega začetka, pa ve, da tukaj stvari niso črno-bele, ne. In da, rekel, z temi gestami, kot je recimo, zdaj, ko sem prihajal k vam, sem videl, da visi na vladni stavbi zastava neobstoječa države, ne, Palestine. S temi gestami se dela škodo. Ne. Zaradi takih gest bo še več ljudi umrlo. Zakaj? Ne? Zato, ker ti ostanki Hamasa, ne, ki še obvladujejo v glavnem s prisilo, ne, tudi z monopolom nad razdeljevanjem humanitarne pomoči. Zdaj, Palestince v Gazi pravijo, vztrajamo še malo, cel svet je za nami, vsi nas podpirajo, ne. Zdaj, kaj je rezultat tega, še več ljudi umre. Kaj pa to recimo za Slovenijo pomeni? Zadnjič, če sem poslušal oziroma gledal intervju z izraelskim veleposlanikom, ne, ki je pač tudi pristojen za Ljubljano, je bil kar tako, je uporabljal kar trde besede, ne, po tem intervjuju z Natašo Pirc Musar, pa potem, ko je njegov obisk stornirala Urška Klakočar Zupančič. Jaz mislim, da se ta pristranskost Slovenije, ne, do tega vprašanja ne obrestuje, ne, in da nam to dela dolgoročno škodo. Jaz sem bil dober mesec nazaj v Jeruzalemu na konferenci o antisemitizmu. Glede, tam je bilo zelo veliko ljudi, še posebej iz Združenih držav, iz gospodarske sfere, ne, pomembnih ljudi, ki pač vplivajo na to, kaj se dogaja v svetovni trgovini in tako naprej. In sem videl, no, da to, kar počne naša vlada, ne ustvarja nekega pozitivnega ozračja ali pa odnosa do Slovenije, tudi kar se tiče, rekel, biznisov, poslov, rating agencij, če hočete. Ja, GDP nam je padal, pa verjetno nam ni zaradi tega, ne? Sicer. Ne, te posledice pridejo z zamikom. Ne. Ampak zdaj, itak sem videl, da Golob vse upe polaga v nove meritve GDP-ja, ne, mislim, da je konec junija ali kako, da takrat bo šele prava slika, ne? Ja, zdaj, če to res rekel, bi to mene skrbelo, ker to pomeni, da imajo kakšne resne pogovore z Zavodom za statistiko. Mogoče, ja. Rekel je, da čaka, zdaj bomo videli, kaj bo junija, ja. Ja, dobro, se to... Ja, zdaj, gospod Janša, ne poznam predsednika vlade, ki bi nekaj takega izjavil. Ne, rekel je, da on ni tiste vrste politiku, ki bi bil pameten za vse in da ne upa komentirati stvari, da dajmo počakati. Ja, zagotovo to niso zunanji vzroki, ne. Zdaj, če bili zunanji vzroki, potem padec v Nemčiji ne bi bil bistveno manjši, kot je pri nas, ne. Če mi padamo zaradi tega, ker pada naša največja zunanja trgovinska partnerica, potem bi kvečemo pričakovali, da smo tam. Pa zdaj smo dosegli rekord, ne, za Slovenijo, ista cena dizla, kot je v Nemčiji, ne, oziroma celo malo višja, ali kako, ne. Tega menda ni bilo od druge svetovne vojne naprej. No, sej, kar se tiče te davčne ali pa trošarinske politike, treba sem pogledati zadnja 3 leta, to primerjati z cenami, ne, ki so bile prej, pa cenami na trgu, recimo nafte. Ne. In takrat, če le vidiš, ne, kolikšen delež rekel, tega, kar mi zaslužimo, nam oblasti jemlje iz žepov. Še zadnje vprašanje, no, a vas je kdaj tako, recimo prej, ko smo govorili o teh 10 mandatih, mogoče ste se kdaj recimo spogledovali s tem, da bi kariero politično delali odzun, ne? Recimo, da bi se zmenili z nekom, pa bi šli, da se vas tukaj znebijo, pa pristanete to, da prevzamete funkcijo, ne vem, evropskega komisarja ali pa kje v NATO, naprimer, podobno. Ali ste vi tip za notranjo politiko? Zdaj, tudi takrat, ko sem kako tako željo, je bilo dosti to, da sem prišel v Bruslu iz aviona, ne, ja. In čez nekaj ur me je ta želja da ste pa imeli tako željo?
Vse mogoče razmišljal o tem, pa tudi sem dobil kakšne ponudbe, ampak A je to bilo po prvem ali drugem mandatu? bruseljske institucije, to je nekaj umetnega. To je nekaj tako umetnega, da mehurček stran od realnih problemov, zbirokratizirano, zdaj, če je za koga motiv dobra plača in to, da je največji stres to, da dvigalo zamuja, kot je rekel enkrat gospod Pahor za Evropski parlament, potem no. Ne bom rekel, da se ne da tam nič narediti in tako naprej, ampak tako kot mene ne zanimajo protokolarne funkcije, ne zanimajo tudi funkcije, ki so, rekel, tetovirane. V Evropski komisar to ni protokolarna funkcija, je kako? Ne, nisem rekel, da sta to enaki funkciji, sem rekel eno in drugo. Ne bili pa evropski poslanec, ne pa vodili stranko SDS iz Bruslja, to pa po petki imeli tiskovne, kako hočete, oziroma ponedeljek pa šli tja. To pa ne. In da se lahko privošči nekdo, ki mu pač mediji delajo kampanjo za Slovensko demokratsko stranko, kdorkoli jo vodi ali pa jo bo vodil v prihodnje, pomeni, da moraš biti doma, če hočeš rast. Dobro, gospod Janša, najlepša hvala. Zdaj, malo čez smo šla čez dogovorjeno 1 uro, ampak verjetno nekaj vprašanje še bilo. Hvala, jaz upam, da se potem kmalu zdaj spet vidimo, da volitev je še daleč, tako da bo še kakšna priložnost. Ko boste povabili. Ja, ampak zdaj do volitev je še daleč, večkrat ste že napovedali predčasne volitve, pa ni šlo skozi, vaša prognoza. Kako to mislite? Ja, rekli ste, spomnite, kad ste napisali tisti tekst pred nekaj meseci, da, kad ste imeli Jankovića pa vse te stvari, da bodo v kratkem predčasne volitve. Ja, jaz sem tudi povedal, zakaj. Takrat se mi je zalomilo s tistim referendumom. Trik smo pravočasno pogruntali in zato se stvari niso odvile. Drugače so bili pa nekateri že v nizkem štartu takrat. A tudi zdaj te umiki teh zakonov, pa to je povezano s kakšnim strahom pred referendumom? Ja, kot sem rekel prej, prišli so na svet od tistih, ki so malo dlje od enega mandata in so jim rekli, čistite to. Ja, ker zdaj sem videl, da je Golob dal neko nalogo poslanci, da treba vse počistiti. Golobu so rekli, itak praviš, še 5 let boš to naredil pol. Ja. Dobro, še enkrat hvala za obisk, da je gledalke, spoštovani gledalci, to je bila današnja ura resnice, vidimo se čez 48 ur, do takrat pa seveda ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.